Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo, če to seveda spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega pa se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč. In pa da tudi dodatno požene algoritem, da si ogleda čim več ljudi. Danes je torek, 7. julij in zgodilo se je. Prejšnji teden smo imeli novico, da je Strategy spremenil svojo taktiko, svojo strategijo in očitno Michael Saylor ni kaj dosti časa čakal, da to potem tudi izvede. Prišlo je namreč do nove prodaje. Podjetje Strategy je znova presenetilo trg. Zdaj jaz sem to vsekakor pričakoval že od prejšnjega tedna, ampak vseeno ne tako kmalu. Ste morda vi pričakovali tole? Kar komentirajte spodaj pod komentarji. No, je znova presenetilo trg, saj je prodalo 3588 bitcoinov v vrednosti približno 216 milijonov dolarjev. Gre za eno največjih prodaj v zgodovini podjetja, ki je bilo doslej znano predvsem po agresivnem kopičenju bitcoina. Vodstvo pojasnjuje, da prodaja ni posledica izgube zaupanja v bitcoin, ampak del nove finančne strategije, s katero želijo financirati izplačila dividend in okrepiti denarne rezerve. Kljub prodaji Strategy še vedno ostaja največji korporativni lastnik bitcoina na svetu z več kot 840 tisoč kovanci. Ob tem analitska hiša Bernstein ostaja zelo optimistična in še naprej napoveduje, da bi lahko bitcoin do konca leta dosegel vrednost okoli 150 tisoč dolarjev. No, ampak ni še konec, kar se tiče te novice. Zanimivo pa je, da trg na prodajo skoraj ni reagiral negativno. Bitcoin je po začetnem padcu hitro okreval in ponovno presegel mejo 64 tisoč dolarjev. To vse se je dogajalo včeraj in si bomo ogledali tudi tehnično analizo kasneje v videu, tako da če vas to zanima in če to spremljate preko shortov ali TikToka, si le oglejte tudi celotni video, ponavadi je povezava spodaj v prvem komentarju. Analitiki menijo, da je to znak vse močnejšega povpraševanja, saj je trg brez večjih težav absorbiral prodajo več tisoč bitcoinov. Po njihovem mnenju to kaže, da vlagatelji odločitev Strategy razumejo kot poslovno potezo in ne kot signal, da največji institucionalni igralci izgubljajo zaupanje v bitcoin. Prav nasprotno, odpornost cene mnogi vidijo kot pozitiven znak za nadaljevanje okrevanja trga. No, to bomo še videli. Naprej imamo tukaj Clarity Act, ki se kar vleče in vleče. V Združenih državah se spet ponovno zapleta pri sprejemanju zakona Clarity Act, ki naj bi prvič celovito uredil področje kriptovalut. Kljub želji republikancev, da bi zakon sprejeli še pred poletnimi počitnicami senata, so pogajanja zastala zaradi političnih sporov in etičnih vprašanj. Del senatorjev opozarja na morebitna navzkrižja interesov povezana z vse večjo vpletenostjo politikov v kriptoindustrijo, zato zahtevajo dodatne spremembe besedila zakona. Zaradi tega obstaja možnost, da bo glasovanje ponovno prestavljeno, kar pomeni nadaljnjo negotovost za ameriška kriptopodjetja, ki že več let čakajo na jasen regulatorni okvir. No, zdaj naj bi bil rok 4 tedne. To je vse do takrat, ko grejo na počitnice. Bomo videli, če se bo premaknilo zdaj v teh 4 tednih. In potem imamo tukaj še eno novico. Raziskovalci podjetja CoinSpect so medtem razkrili resno varnostno ranljivost z imenom Il Bloom,
ki bi lahko ogrozile na tisoče kriptodenarnic. Težava se pojavlja pri določenih implementacijah kriptografskih knjižnic, kjer lahko napadalci v posebnih okoliščinah pridobijo občutljive podatke ali izkoristijo napako za napade na denarnice. Čeprav za zdaj ni dokazov o množičnih zlorabah, strokovnjaki uporabnikom svetujejo, naj čim prej posodobijo programsko opremo svojih denarnic in uporabljajo le preverjene aplikacije z najnovejšimi varnostnimi popravki. Dogodek je seveda še en opomnik, da je poleg zaščite zasebnih ključev pomembno tudi redno posodabljanje programske opreme, saj lahko že ena varnostna pomanjkljivost predstavlja veliko tveganje za sredstva uporabnikov. Tako da, pazljivo. Ok, to bi bilo to. Kar se tiče kripto novic, seveda, kot sem rekel, če vam je bilo tole všeč, se vsekakor priporočam za kakšen všeček. Poleg tega, pa če ne želite zamuditi kakšnega posnetka tega liva, se kar dajte naročiti na ta kanal in nastaviti obveščanje, da vas tudi obvesti ob vsakem novem posnetku, čim je takoj naložen. Ok, pojdimo zdaj na tehnične analize. Tukaj imamo Bitcoin 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval. Pa dajmo si pogledati 15-minutni časovni interval. Sam pogledajte tole cikcakasto strukturo od včeraj. Tukaj je prišlo do tele prodaje, ko je Strategy pač objavil, da je prodal Bitcoine. Tle smo gledali, če bo možna slučajno kakšna skrita bikovska divergenca. Do tega pač ni prišlo. Trg je reagiral po svoje in tukaj smo zdaj naredili eno nižje dno. Seveda, ob tej novici je kar precej ljudi stavilo na padec in potem kasneje so bili tudi zelo grdo kaznovani. Večina stop lossov je bila namreč tukaj na okoli 64.000 na tem prejšnjem vrhu in cena je šla gor in tole smo zdaj tudi pobrali. Kaj se zdaj trenutno dogaja? Bitcoin je trenutno kar nevtralen. Kar se tiče RSI, trenutno tudi ni nekih posebnosti. Bomo videli, kako se bo zdaj tole izteklo. Zdaj, ja, tukaj tole smo šli pobirati na okoli 63.400. Ta glavna meja, ki jo mi čakamo, je seveda, če bomo mi prišli do tukaj, do tega vrha na okoli 65.500, tako da to bo vsekakor še za spremljati. Poglejmo še kakšne likvidnosti za spodaj. Točno tukaj tudi na tem vrhu je kar precej ljudi stavilo na padec. Tako da imamo zanimivo situacijo. Mi imamo trend navzgor, tale mini trend navzgor in ljudje trenutno iščejo vrhove. Ob vsakem vrhu znova stavijo na padec. In ja, dokler imamo trend navzgor, jaz trenutno ne bi stavil proti trendu. Tako da, ja, je še kar velika možnost, da gremo mi ponovno tukaj gor na okoli 64.600 in potem tudi naprej do 65.000. Zdaj, če bi se pa preobrnili, je pa tukaj kar precej stav narast. Točno na tem dnu, kaj imamo tukaj? Okoli 61.400. Potem imamo tudi tukaj 61.100, pa seveda tukaj tole konsolidacijo 60.000. Tega še nismo šli pobirati, 59.600. In pa tudi tukaj, točno tole dno, tega še nismo označili. Kaj imamo tukaj? 58.000. Tako da, če bi slučajno mi zdaj preobrnili tale trend,
Potem ja, bi lahko šli pobirati tudi spodaj vse tele likvidnosti. Ampak najprej bo treba počakati, zaradi tega, ker ko gledamo tukaj večjo sliko, imamo tale bikovski vzorec padajočega klina, ki smo ga zdaj prebili. In kaj bi se zdaj lahko zgodilo? Mi bi lahko šli testirati tole njegovo zgornjo mejo kot podporo in da od nje dobimo odboj in nadaljevanje rasti. To bi bil bikovski scenarij. Imamo, tukaj se nam nadaljuje tudi tale medvedja divergenca, samo malo tole moram pobrisati, tele divergence odprej. Medvedja divergenca se nam nadaljuje, samo pogledajte to, imamo vrh, višji vrh, medtem ko tukaj na RSI-ju imamo pa vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. Zdaj imamo že 3 take vrhove, bomo videli, če se bo tale medvedja divergenca zdaj izšla, potem bo tudi večja možnost, da pridemo testirati vse do tukaj dol. In ja, tukaj je točno tale meja 60.000 in bomo videli, če bomo mi od tukaj dobili zdaj naprej kakšen odboj. Če pa pridemo nazaj notri v vzorec, potem bojo pa zmagali medvedi in bomo lahko padali še naprej dol. Seveda, tukaj smo izpostavili tudi tole možnost, tegale dvojnega dna, ampak trenutno tale zadeva še ni dokončana. Tako da to sem zdaj samo trenutno označil. Bom kar zbrisal nazaj. V tem primeru bi imeli mi neckline mejo na okoli 67.000 in bomo videli, če se bo tole dejansko izvršilo, če bomo mi tole prebili. In v tem primeru bi jaz pričakoval, torej, če dobimo preboj, da jo gremo testirati kot podporo in potem rast naprej gor. Ampak to je trenutno še zelo velika špekulacija. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja tukaj, kje imamo kaj. In sam pogledajte to, koliko ljudi je tukaj stavilo na padec in so bili kaznovani. Torej, ogromno ljudi je včeraj ob tej novici Strategija stavilo na padec in so bili tudi takoj kaznovani. Zdaj trenutno je malo neodločena situacija. Pobrali smo tudi te likvidnosti tukaj spodaj, vseh tistih, ki so stavili na rast na okoli 63.200, 63.300. Kaj imamo tukaj zgoraj? Meje 66.300 in pa 66.900, dajmo reči 67.000. In tukaj spodaj imamo 61.000, 60.600 in pa 59.600, tako da smo v bistvu v nekakšnem sendviču in zdaj trenutno čakamo na odločitev trga, kaj bi mi lahko šli prej pobirati. Bomo videli zdaj, če se bo tale medvedja divergenca izpeljala in če bomo šli pobirati tele spodnje likvidnosti. Poglejmo si zdaj še Ethereum. Ethereum je tudi kar precej zanimiv. Včeraj smo označili mi tukaj tole možnost dvojnega vrha in tukaj ob včerajšnji novici je že kazalo, kot da se bo tole izvedlo in potem je vse skupaj švignilo nazaj gor in seveda pobralo vse likvidnosti tukaj na okoli 1800. In zdaj smo tudi, kar se tiče Ethereuma, kar malo neodločeni. Tole bom zdaj jaz zbrisal, to se ni izvršilo po pričakovanjih. Kaj se dogaja pri Ethereumu? Ogromno dolgih pozicij v zadnjem času. Seveda
meja, ta glavna meja bi bila na tam nekje 1750, torej tale ista meja, ki smo jo že označili, kjer bi lahko bilo ogromno likvidnosti vseh tistih, ki so stavili na rast in bi to lahko šli tudi pobirati. Pa dajmo pogledati zdaj še tukaj, kaj se zdaj tukaj dogaja, kar se tiče RSI-ja. Ja, lahko bi rekli, da imamo tukaj kakšno skrito bikovsko divergenco, ampak bomo videli, kako se bo tole izpeljalo. Zanimiva je tale trend linija, ki smo jo označili že prej. Samo pogledajte to, kako se tole lepo širi naprej. Torej, tukaj smo imeli tele vrhove, ki so se zabijali v tole trend linijo. Potem smo mi tole presekali, torej biki so se prikazali, presekali so tole linijo in zdaj včeraj smo naredili podporo točno na njej. In bomo videli zdaj, če gremo mi pobirati te likvidnosti, tukaj spodaj, se spet zadanemo ob tole trend linijo in bi ob odboju lahko morda nadaljevali rast. Zakaj pa tole gledam, če bomo mi slučajno nadaljevali rast? Zaradi tega, ker Ethereum zadnje čase je kar precej bolj jasen od Bitcoina. Tukaj ima eno zelo lepo dvojno dno na 4-urnem časovnem intervalu. Prišli smo točno gor do njegove neckline meje 1800 in zdaj je tukaj neke vrste konsolidacija in bomo videli, če bo bikom zdaj uspelo tole prebiti. V tem primeru bi jaz gledal, da naredimo ponovni test tele neckline meje, od katere potem dobimo odboj. To je zelo, zelo važno, da mi od te meje dobimo odboj. Ampak odločen odboj, ne da se zadržujemo ne vem koliko dni. To se je dogajalo v tem bear marketu, če se spomnite. Če redno spremljate te epizode Kriptodnevno, se je dogajalo že precejkrat. In čim se to začne dogajati, jaz ratam kar precej živčen, morda bi lahko izgubili tole neckline mejo in potem se zgodi točno to, da izgubimo neckline mejo in potem so biki zelo, zelo kaznovani. To bi bil torej tale naš medvedji scenarij, kot vidite tukaj, da pač dobimo nek preboj, pridemo nazaj testirati, se preveč časa zadržujemo tukaj in potem izgubimo tole mejo. In ja, kazen v tem primeru je kar precej velika. Zdaj, tukaj je tudi drugi medvedji scenarij, ki sem ga tudi označil, in to je, da smo mi zdaj od tukaj zavrnjeni od tele meje 1800 in gremo pobirati vse tele likvidnosti navzdol. Da vidimo, ja, tukaj točno na tem dnu je ena kar precej velika likvidnost, kar se tiče Ethereuma. Precej ljudi je stavilo na rast na okoli 1540 in v zadnjem času tudi tukaj na tem 4-urnem časovnem intervalu so se spet začele nabirati dolge pozicije, tako da bomo videli zdaj, če se bo tole dvojno dno dejansko izvršilo. Seveda, kljub temu, da Ethereum zdaj malo bolj napreduje kot Bitcoin, je še vedno odvisen od Bitcoina, tako da je treba spremljati Bitcoin hkrati z Ethereumom. Tako da premike, ki jih bo imel Bitcoin, zna simulirati tudi Ethereum. Kaj hočem s tem povedati? Ja, še vedno lahko tukaj Ethereum prebije tole in če Bitcoin povleče dol, potem izgubimo tole mejo in seveda pademo naprej dol in gremo pobirati likvidnosti spodaj. Ima pa Ethereum sicer ogromno likvidnosti zgoraj, sam pogledajte to, koliko jih ima. Ok, toliko zdaj Bitcoin, Ethereum. Obljubil sem še Pi Network.
Tukaj imamo dnevni časovni interval in sicer, ja, moram žal reči, da ni kaj dosti za razbrati tukaj. All time high je imel tam nekje na $3 in zdaj smo na 11 centih. To gledamo mi zdaj graf na OKX, se mi je zdaj še tak najbolj celovit. Kje smo mi zdaj? Mi smo zdaj točno tukaj na tem začetku. Če mi zdaj tole izgubimo, to je cena na tam nekje 10 centih. Če mi tole izgubimo, potem lahko gremo v odkrivanje dna. Drugače, kar se tiče vzorca, ja, ni kaj dosti tako za izpostaviti. Imamo pa podpore in odporne meje. No, ta prva odporna meja, če bi se biki slučajno zdaj prikazali, je tukaj naokoli 14 centih. Tole mejo smo ravno pred kratkim izgubili. Šli smo jo testirati kot odporno mejo, bili zavrnjeni in od takrat naprej padamo naprej dol. Naredili smo tudi skrito medvedjo divergenco, ki namiguje seveda na nadaljevanje padanja. Zdaj dela se tudi bikovska divergenca. Imamo dno, nižje dno v gibanju cene in pa dno, višje dno. Bomo videli zdaj, če bo prišla tale bikovska divergenca do efekta. Ta prva odporna meja, ki jo morajo biki zdaj prebiti, je seveda tukaj tale na 14 centih, torej da to prebijo podpora in potem rastemo naprej gor. Tako da to bi bilo to. Zdaj, ena velika nevarnost je, če mi gremo spet testirati tole odporno mejo in smo zavrnjeni, naredimo spet eno skrito medvedjo divergenco, potem mi lahko padamo še naprej dol, tudi pod 11 centov. Seveda, taka okrogla meja bi bila potem naokoli 10 centov. Ima pa tako kar precej nejasno strukturo, giblje se tukaj med 25 centi in 10 centi, že vse od septembra 2025. Tako da bomo videli, vsekakor je tudi tukaj ogromno odvisnosti od Bitcoina, zaradi tega, ker Bitcoin vodi celoten trg. Ok, to bi bilo tudi to za danes. Kot sem povedal že prej, vsekakor se priporočam za kakšen všeček, če vam je bilo to všeč. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili, pa tudi ne pozabite komentirati spodaj. Razvijajo se zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. Tako. Jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.